Dars je vključen v številne projekte, evropske projekte, kjer se pripravljajo sistemi, protokoli in vse, kar je potrebno za, recimo temu, prihodnost za avtonomno vožnjo, s tem, da je težava v tem, da je beseda avtonomna vožnja velikokrat roko na srce bolj magnet. Tisto, kar se pa v zadnjem dogaja, ni tako zanimivo za širšo javnost, tako da se to uporablja zaradi tega razloga. Vprašanje pa je, koliko daleč smo, da bi dejansko lahko prišli v okolje, kjer bi večina ali vsa vozila, avtonomna vozila, prvi pogoj, ki ga postavljajo, je, da se vozila med sabo znajo povezati. Se pravi, eden od zelo pomembnih pogojev je, da bodo vozila v prihodnosti znala komunicirati med sabo in trenutno je so v igri dva sistema, kako bi vozila lahko med sabo komunicirala. En način je preko mikrovalovnih valov, radijskih valov. Ta sistem je že preizkušen, cestninski sistemi uporabljajo tak način komunikacije. Prednosti tega sistema so, da je zelo hiter in zanesljiv, se pravi, komunikacija je v mikrosekundah. Pomanjkljivost je, da je lokalno omejen, to pomeni, da so mikrovalovi in ne nesijo dlje kot recimo kilometer, mogoče malo več. Za, na primer, potrebe cestninjenja je to ok, za potrebe komunikacije na celotnem cestnem omrežju je pa to lahko že precej draga zadeva in precej kompleksen sistem. Ampak ta tehnologija trenutno obstaja in ta tehnologija se preizkuša v pilotnih sistemih po Evropi. Drug sistem, to je samo ena skema, kako naj bi tak sistem izgledal. Na cesti naj bi pač naprave na cesti, bodi si semafor, bodi si vremenska postaja, bodi si vzdrževalno vozilo, lahko si predstavljali karkoli, komuniciral z anteno oziroma s sistemom v avtu. In v tem primeru je en tak primer, kako vozilo pride do rdeče luči in ga sistem samo opozori, da je pred njim rdeča luč in da se bo treba ustaviti. Drug način je mobilna komunikacija prek obstoječe mobilne tehnologije, mobilnih operaterjev, telekomov, če na kratko. Ta način ima prednost, da pokriva že zdaj praktično cele države. Veliko območja ni nekako lokalno omejen, je pa trenutno ta hitrost zmerjena prenosa informacije od vozila do prek recimo oblaka do vozila ali pa od nekega background sistema do vozila za avtonomno vožnjo še prepočasna. Tukaj ne govorimo zdaj o minutah, že ko rečemo sekunda, 2, 3, v povprečju je to, operaterji so nam dali podatek, da je v povprečju informacija potuje lahko tudi 3,4 sekunde, kar je pa za avtonomno vožnjo preveč. Če si predstavljate, da se vozilo pelje za vozilom in vozilo pred mano ne vem, se ustavi, na hitro ustavi ali se zgodi nesreča, da moje vozilo 3 sekunde čaka, da bo dobilo ta podatek, je to preveč, ker sem se že verjetno zaletel. Tako da problem je tudi v obstoječem omrežju 3G, 4G, LTE, da prihaja do preobremenjenosti omrežja lahko in takrat zanesljivost prenosa informacije ni več tako dobra, naprimer, kot smo prej govorili pri mikrovalovni. Obeta se rešitev vseh teh težav s tehnologijo 5G. Tukaj bi poudaril eno stvar, ki se dogaja trenutno na evropskem nivoju. Trenutno Evropska komisija je pred sprejemom delegirane uredbe o CITS-ih, kot ste prej videli, to pač so kooperativni inteligentni transportni sistemi. In ta uredba bo kar precej lahko določila, kdo in kaj bo uporabljal, v kaj se bo investiralo v prihodnosti v Evropi, kar se tiče komunikacije med avtomobili in avtomobilov z infrastrukturo. In tukaj se odvija precej huda bitka interesov in kapitala.
Na eni strani je že obstoječi kapital, ki obvladuje tehnologijo mikrovalovnih komunikacij, na drugi strani so telekomi, ki obvladujejo mobilno tehnologijo in trenutno je stanje tako. Združene države Amerike so že pred leti sforsirale mikrovalovno tehnologijo, ker je obstajala in ker je bila že preizkušena in nekateri sistemi po Združenih državah Amerike že delujejo. Kitajska se je odločila, da je ta tehnologija za njih stara in so že začeli implementirati 5G tehnologijo, predvsem je vodilni tukaj Huawei. Tako da lahko razumete, zakaj so Američani precej jezni na Huawei, ker gre pač tukaj za zelo močne interese za veliko denarja. Evropa se je našla v precepu, kar se tega tiče, in trenutno je precej enakovredna bitka med obema tehnologijama. Kar se nas tiče upravljavcev oziroma upravljavci, ki naj bi vsaj upamo čim bolj zastopali tudi trenutne interese uporabnikov, voznikov, je za nas bistveno, da se zgradijo sistemi in mi delamo pač na tem v celi Evropi, da zgradimo v ozadju sisteme, ki ne bodo odvisni, ki bodo, recimo temu, tehnološko-komunikacijsko agnostični, se pravi, da ne bodo vezani na katerokoli tehnologijo, ampak bodo sposobni sprejemati informacije, podatke preko kateregakoli komunikacijskega kanala, jih na določenem mestu zelo hitro združiti, deduplicirati, sfiltrirati in poslati naprej v vseh obstoječih tehnologijah, ki bodo dostopne v avtu. To je pač en tak primer, naprimer, kako deluje sistem prek mobilne tehnologije. Sistem ne deluje direktno avto, ampak gre prek oblačnih storitev, prek strežnikov in tam se že zdaj dogajajo recimo hitre lokacijski popravki, hitre deduplikacije različnih informacij in tako naprej. In tukaj se že veliko stvari že zdaj obvladamo in lahko že zdaj z njimi delujemo tudi na cesti. V bistvu to, kar govorim, je bistvo projekta Sea-Roads, ki teče na ravni Evropske unije. Slovenija je bila preko Darsa ena od ustanoviteljic tega projekta, 6 ustanoviteljic oziroma začetnikov tega projekta, trenutno pa je v tem projektu 18 držav evropskih, opazovalke Japonska, Združene države, Avstralija, ker vse zanima, kaj bo Evropa naredila na interoperabilnosti teh sistemov komunikacije med avtomobili. V Sloveniji trenutno potekata 2 projekta, eden vsak za vsako komunikacijsko tehnologijo svoj. In tukaj sem samo na hiter predstavil, kako to izgleda na zunaj, naprava v avtu in zaledni sistem, na kakšen način delujejo sistemi. Vse pa povezujemo prek nadzornih centrov in prek tega do prometno-informacijskega centra in prek prometno-informacijskega centra informacije še zdaj v teh pilotnih projektih lahko pridejo do uporabnika, do voznika. Naprimer prek aplikacije Dars Promet Plus, kjer smo, ta aplikacija je samo zunanji odraz tega, kar se v ozadju dela z raznimi prometnimi informacijami, tako da tisto, kar dobite na to aplikacijo Dars Promet Plus, ki je sedaj v testni fazi, testna verzija, ne dobite samo informacije, ki jih mi zvemo od slovenskih služb na cestah ali od sistemov, ampak tudi od mednarodnih sistemov, naprimer od podjetja HIR, od avtomobilov, tudi že iz tako imenovanih senzor data avtomobilov, ki pošiljajo svoje podatke o stanju vozila na strežnik, ne vem, BMW na strežnik na Bavarsko in od tam preko naših sistemov tudi do te aplikacije. Jaz bi predlagal oziroma pozivam vse, da to aplikacijo naložijo, ker je v testni fazi, in da ste zaenkrat prizanesljivi do nje, ker računamo tudi na pomoč voznikov, tudi s pomočjo Fakultete za elektrotehniko, laboratorija za telekomunikacije,
bomo na koncu naredili valorizacijo uporabnosti te aplikacije in jo na tej podlagi tudi nadgradili in zastavili razvoj v prihodnosti. Preko te aplikacije bomo trenutno, ta aplikacija simulira napravo v avtu, ki bo v prihodnosti v avtu in ki bo uporabljala tehnologijo mobilne komunikacije obstoječe oziroma lahko tudi 5G v prihodnosti. Simulirajo pa trenutno tako, da lahko voznik ali pa sovoznik, recimo reči sovoznik, ker je bolj varno, sporoči dogodek na cesti in če sporočite ta dogodek na cesti, mi v ozadju z našimi sistemi merimo latenco oziroma čas, koliko časa je potrebovala ta informacija, da je prišla teoretično do druge naprave v avtu in prek teh meritev, več bomo meritev upravljali, bolj bo zanesljive, prek te meritve bomo vključili v skupne meritve na ravni tega projekta Sirovec evropskega in bomo primerjali in bomo pregledali s tehniki, kaj je možno in kje bi bilo treba še kaj popraviti, da bi prišli do sprejemljive latence, ki bi bila teoretično sprejemljiva tudi za avtonomno vožnjo. Zdaj, mogoče samo na hitro, kako tole zgleda. Samo za konec še en tak video, da dobite malo občutka, kako približno zgleda. Te dogodki, ki so spodaj, so že dogodki, ki jih dobimo iz sistemov. Aplikacija pa po približevanju voznika dogodku, voznika opozarja na ta dogodek. Cilj je da se, kot sem rekel, da se ta hitrost, da se tudi testirajo razdalje, kaj je optimalno, koliko pred dogodkom je potrebno, recimo zdaj temu v prihodnosti avtonomno vozilo opozoriti na določen dogodek. Tukaj se je ogromno, kot se reče temu v angleščini, use caseov, se pravi primerov, ki jih z vsemi upravljavci v Evropi testiramo. Najprej jih je treba poenotiti in računamo, da bi, ker cilj je to, da vozilo, ki gre že ta trenutek s temi aplikacijami, ki gre na primer iz Portugalske prek Španije, Francije, Italije v Slovenijo, naprej na Madžarsko, da dobi informacije na enoten način in da v vseh teh okoljih tehnoloških, ki so v ozadju lahko različna, še vedno dobi informacijo. In to vsako vozilo. To je cilj tega povezovanja upravljavcev v Evropi in tudi Evropska komisija je temu precej naklonjena in treba tukaj tudi zelo pohvaliti našo komisarko, ki je za to področje pristojna. Tudi vsi kolegi po Evropi precej hvalijo, kar se tega tiče, da ima posluh in da je zelo operativna tudi pri zagotavljanju sredstev, ki so potrebna za tak razvoj. Toliko z moje strani, hvala za pozornost, če je pa kakšno vprašanje, kar na dan.